največji mestni občini v Mariboru. Zmagali smo v tretji največji občini, torej v Celju. Kot kaže, v tem trenutku bomo zmagali po številu županov. Res je, da jih imamo v tem trenutku največ, da je pa še relativno veliko drugih krogov. In tudi naši kandidati so v 18 primerih bodo deležni tega drugega kroga. Tako da moje napovedi se na nek način uresničujejo, da bo Slovenska ljudska stranka vendarle zadržala primat, kar se tiče županov. Kljub temu, da smo se že na začetku zavedali, da bo jih najbrž nekaj manj, kot jih je stranka imela do sedaj. Še posebej pa sem vesel podpore, kar se tiče mestnih svetnikov. V tem trenutku kaže na 9,32% podporo, kar je nenazadnje podpora, ki smo jo dosegli tudi pred 4 leti, ob dejstvu in seveda ob vedenju vsega tega, kar se je dogajalo med temi 4 leti, da smo zabeležili 2 bistveno slabša rezultata na državnozborskih volitvah, ko smo torej dosegli 5,21% in na evropskih volitvah, ko smo dosegli rezultat 3,59%. Nam kažejo ti rezultati, da se vendarle zaupanje ljudi v to stranko počasi, pa vendarle vztrajno povečuje, kar smo seveda zelo veseli. Verjamem, da bo v naslednjih 2 letih do državnozborskih volitev seveda težko. Vem pa, da bom skupaj z ekipo trdno delal, trdo garal in da bomo ta trend, ki smo si ga sedaj zastavili za temi lokalnimi volitvami, zadržali tudi, kar se tiče državnozborskih volitev čez 2 leti. Zahvalil bi se seveda tudi v svojem imenu in v imenu stranke vsem volivkam in volivcem za to močno podporo, ki so jih bili deležni naši kandidati za župane in tudi mestni svetniki. Ta podpora dokazuje tudi to, da so naši ljudje, da znajo voditi občine, da znajo upravljati te občine in da jim ljudje preprosto zaradi tega, ker so dobri na tem področju, tudi zaupajo. Verjamem, da bomo to znanje in to podporo, kot sem dejal, znali prenesti tudi na državnozborske volitve. Kar me moti, je nizka volilna udeležba, ki je bistveno nižja, kot je bila na zadnjih volitvah in tudi sicer. To kaže na nek način tudi in je sporočilo in signal vsej politiki, predvsem pa politiki vlade, da se volivke in volivce za takšnim načinom vodenja države in tudi sicer politike v državi ne strinjajo. In da je to en resen signal vladi, da razmisli o naslednjih korakih. Predvsem povezanih tudi z ključnimi strateškimi usmeritvami, z ključnimi reformami, ki so pred nami. Želel bi se dotakniti tudi na nek način proračuna za leti 2011 in 2012. Dejal sem, da sta ta 2 proračuna nekako v taktih sirtakija. En korak naprej in 2 koraka nazaj. In če smo že napovedali v Slovenski ljudski stranki neko konstruktivno držo pri nekaterih reformah, ki so nedvomno pomembne za to državo, lahko že danes zelo jasno povem, da teh proračunov v Slovenski ljudski stranki preprosto ne bomo podprli, ker so neodgovorni, da ne bom rekel absurdni. Nemogoče je, da ob vseh teh dejstvih, ki so danes na mizi, načrtujemo približno 8,3 milijarde prihodkov
in ob tem nekaj več kot 10 milijard odhodkov. To je popolnoma enako, kot da dobivamo mesečno plačo 830 evrov in da ob tem vsaki mesec zapravimo 1000 evrov. Predstavljate si lahko, da to preprosto dolgo ne gre. In enako je tudi z proračunom Republike Slovenije. Ob tem me moti dejstvo, da se neto zadolžujemo v letu 2011 za skoraj 2 milijardi in da smo se v lanskem letu neto zadolžili za skoraj 4 milijarde. Takšno razmišljanje preprosto ne vodi nikamor, ob dejstvu, da se praktično zadolžujemo za dnevno potrošnjo. Človek bi razumel zadolževanje, vkolikor bi le to bilo namenjeno projektom, investicijam in to takšnim, ki bi v državni proračun v naslednjih letih prenašali prihodke. Ne razumem, da od teh 10 milijard, pa še nekaj malo zraven, Ministrstvo za gospodarstvo namenjamo 3,2%. Torej 300 milijonov. Od 10 milijard, spoštovani, ki jih bomo porabili v letu 2011, bomo gospodarstvu namenili 320 milijonov. Jaz bi razumel, da če želimo to državo spraviti v neke normalne okvire in če razumemo, da je gospodarstvo tisto, ki nam lahko to omogoči, bi bilo logično in normalno, da nekoliko več pozornosti in to tiste prave pozornosti namenimo prav gospodarstvu. In še nekaj bi opozoril. Lani smo v takem času upozarjali ministrstva in predsednika vlade, da naj bodo pozorni na porabo na posameznih proračunskih postavkah v mesecu decembru. Namreč znano je, da se v mesecu decembru proračunske postavke izpraznijo za namene, ki so potrebni in tudi, ki niso potrebne. Na eni od proračunskih sej sem to tudi dokazal z mnogimi prosojnicami in grafi, kjer sem dokazal, da nekateri proračunski porabniki v mesecu decembru porabijo 100 in tudi 200% več, kot je povprečna poraba v mesecih od januarja do novembra. Torej tudi tokrat opozarjam na to porabo v mesecu decembru. In že naprej napovedujem, da bomo ponovno analizo storili tudi v začetku naslednjega leta, kar se tiče porabe posameznih proračunskih porabnikov v mesecu decembru. Tako da na koncu z volitvami smo zadovoljni. Hvala lepa. Na voljo ste vi z vašimi vprašanji, tako da kar po vrsti. Izvolite. Ali se za lokalne volitve precej značilno, da se različne stranke zaradi različnih rezultatov razglasijo za zmagovalke ali pa ene od zmagovalk lokalnih volitev? Ali lahko mogoče to zase ocenite tudi vi? Torej, ljudska stranka tudi je ena od zmagovalk letošnjih lokalnih volitev. Jaz sem dejal, da izgleda, da bomo zmagovalci, kar se tiče županskih volitev. Da seveda, kar se tiče volitev v občinske svete, zmagovalci ne moremo biti, zato ker imamo pač 9,32% podporo v tem trenutku in da sta pred nami najmanj 2 stranki. Ampak ob vsem tem, kar se je dogajalo in spomnite se namreč dejstvo, da smo še pred enim letom imeli odstotek na javnomenskih raziskavah pod 1% in da so tudi javnomenske raziskave v zadnjem času, ki so sicer zelo počasi, pa vendarle kazala neko rast, tja do 4 do 5%, da je ta rezultat 9,32 v tem trenutku vse tako kaže, ki je na nivoju lokalnih volitev iz leta 2006 in tudi na nivoju lokalnih volitev iz leta 2002, da je to za nas dober rezultat.